Ok, 3-4 zdaj in spet smo, Zonecast je v živo oziroma je posnet. Tokrat bo malce drugače. Me je že strah. Te je strah? Zato, ker veš, zakaj se gre, ne? Ja. No. Ampak res drugače kot prejšnjič. Res drugače, zato ker tokrat bomo predstavljali eno pomembno članico Zon.si in sicer Marušo. Če bi morala opisati sebe v 3 besedah, katere bi to bile? Pa 3 sekunde imaš časa za razmislek. Ja, ful da. Kaj ne rečem, optimist, zgovorna, Okay. hitro se me sprav s tira. Dobro. Optimistična, Nekaj zgovorna takega. Maruša, ki se jo hitro Ja. spravi s tira. Zdaj pa se lahko tudi malo nadaljce predstaviš, kdo je Aha, Maruša Mohar. Ja, veš kaj, že pri unih prejšnjih Zoncastih, ki sva imela, ne, na temo uredništva, je bilo tako, da si mi taka vprašanja postavljala, da bi mogla razmišljati, potem sem si pa mislila, ne smem predolg, zato ker pač pri Zoncastu ne smeš biti predolg ti, ne? Ja. Tišina ne sme biti, tako da razmišljati dolg ne morem. To je zakomplicirano vprašanje. A veš, da To taka ni tako vprašanja lahko? ti daješ recimo tistim, ki jih intervjuvaš, ne? In O, niso da ne nič govori. pripravljeni. Evo, zdaj pa si Ja, ti na samo istem. Samo oni ne snimajo podcasta, ne? Jaz jim Ne. povem, da lahko pač govorijo čist tako, po domače, po svoje, da lahko tudi pol Vse lahko, ti pomenimo, tudi jaz ne, dovolim, tako. izvoli. Ja, bomo malo smontirali na koncu. Ja, ne kar po A veš, domače, tle ni izvoli. montaže, ne? Tle ni to montaže. Ne, ni montaže, vse, Pa kar sem že je. vprašala, kdo je Maruša? Kdo je Maruša? Kdo Tako je o Maruša? sebi na kratko se predstavi. Na kratko, dobro. Maruša je ena ženska, ki raziskuje življenje, ki se sprašuje, tako kot verjetno tudi vsi, o smislu življenja, kako v življenju najbolj uživati, kako početi stvari, ki so pomembne, kako, ne vem, pustiti kako pustiti nekaj za sabo, kako res se dotakniti nekoga, pomagati ljudem. Dobro, no, verjetno ne vsi, ampak jaz se. Jaz Okej. sem tak človek, ki rada v bistvu delam nekaj, kar ima smisel v življenju. Tako. Ok, kje te lahko naši bralci največkrat srečajo, da tudi povemo, iz kje prihajaš, a ne? Kje se giblješ? Ja, jaz sem tista zasavka, ki nisem zasavka. Zdaj si. Zdaj sem, ja. Po novem sem, drugač prihajam z Vač, občina Litija. Tako da, kje me sreča? Jaz mislim, da v dopoldanskem času oziroma v času službe me v Srečajo vse povsod? Vse posod, ja, pač leteča, če ne mene moj avto. Drugač pa doma. Mislim, doma, na Vačah. Na Slemšk. Tam v bližini tvoje lokacije si novinarka, delaš takšne stvari, pa pevaš še na drugo, bova potem malo bolj o zonovskih stvareh govorili. Okay. Tudi turistična vodička si, a ne? Ja, In tam pod zemljo te najdejo tudi. tudi. Turistična vodička, sicer uradno lokalna turistična vodička po občini Litija in Šmartno pri Litiji. Zdaj menda samo še Litija in pa strokovna turistična vodička po rudniku Sitarjevec. In kdo nas tam pa ni prek Mandlca, ne? Kdo nas tam Ne, lahko ne, tam ni preseneti? prek. Mi Zasavci bolj prek Mandlca poznamo. Je Nagajivega tudi škrata. kakšen škratek, ja, je škratek, kakšen sitarjevček se najde. Ravno tako rad nagaja, no, je sicer prijazen, ne povzroča eksplozij. Rad pa malo požgečka, pa kakšno malce ukrade, zdaj, ko ni več rudarjev, obiskovalcem. Tak, navihan škratek. Ampak prijazen in vodi otroke po rudniku. Lepo. Tako, ja. Si tudi mama, žena, hčerka, pa še kar lahko bi Ja, naštevali. ja. Kdo te Ogromno. večkrat ujezi? Mož, otroci ali kaj drugega? Ta je tudi težka. Veš kaj, to dvoje se kar tako, kar se upada, ne. Kamar zdaj, kadar me otroci razjezijo, me pol še mož. Super, a ne? Za piko na i. Ker, ja, ne, tako. Po moje kar otroci. Ja. Je treba biti kar poštena, ne? Ja, razumem. 3 otroke, 3 luštne otroke imaš, obljubila si jim, da jih v Zoncastu ne boš osramotila, ampak kaj pa če kaj zanimivega vse jim povemo o njih? Kaj prijetnega? Ja, ne vem, to mogla se najprej z njimi posvetovati, da vidim, kaj lahko v javnost njihovega dam.
mislim, zase vem, kaj lahko, kaj ne, za njih pa tako so lušni, mrzkdaj pravijo ljudje, ne sekiri se preveč, pomembno je, da so zdravi in zdravi so. Pa tudi fino je, različnih starosti so in zelo veliko informacij obe pridobiva od svojih otrok, ko poročava o osnovnih šolah, srednjih šolah, oziroma tudi o tem, kako mladi razmišljajo. Ne? Mislim, da nas otroci, če smo pripravljeni poslušati, znajo zelo veliko naučiti. Sicer pa novinarka, a ne? Vrniva se zdaj na Zon. Zadnji 2 leti delaš za zon.si. Kaj te je najbolj presenetilo, ko si začela delati tukaj, pa pisati članke, objavljati? Kaj me najbolj... Koliko se dogaja veliko v Zasavju? Mogoče to, res, jaz prej nisem toliko vedela, pač bila sem turistična vodička po Litiji, zaposlena sem bila tudi v Ljubljani, tako da sem bolj relacija Litija-Ljubljana. Zasavje, pa ne vem, pač tako je nekako veljalo, da bivša rudarska mesta, nič se ne dogaja, nič se ne razvija, v tem sem se zelo motila, oziroma... Fajn, a ne, da si se zmotila? Zelo sem presenečena na tem, koliko se stvari dogaja, koliko se lepo razvija Zasavje, sej kakšne stvari so za pokritizirati, ampak drugače pa mislim, da večinoma pa kar za pohvaliti. Recimo, že prej si začela s tem, da Litija najprej še ni bila v regiji Zasavje, zdaj že nekaj časa je. Pa vseeno, ker ti spadaš v ta litijski del, ali je ta povezanost z Gorjem, Trbovljem in Hrastnikom, ali res ne pašejo, zraven pašejo? Kakšen občutek imaš ti kot Litijanka? Ja, zdaj jaz mislim, da nas od Zasavja predvsej ločuje to, da verjetno je tudi lažji ta vožnja v službo v Ljubljano. V Ljubljani je veliko služb, mislim, da velika večina Litijanov se vozi v službo v Ljubljano, kar je pa stran od Zasavja, ne? In mislim, da to nas je kar malo ločevalo, Zdaj pa, ne vem, jaz imam občutek mogoče, da se stvari malo spreminjajo. A smo tudi mi zadolženi za to, da so bolj povezani Litijani in preostali del? Kaj Zasavci? Ja. Me? Ja, Zon, itak, seveda. Ja, jaz mislim, da ja. Ker smo se že v prejšnjih zonkastih malo pogovarjali o tem, kako na začetku, ko sem prišla, ko sem začela vključevati v te kakšne statistične članke o tem, kako smo malo pregledovali, kaj se je kaj dogajalo skozi leto v Zasavju, ali pa sproti, kaj se dogaja seveda. In ko sem začela vključevati Litijo zraven, v bolj večjem obsegu kot prej, je bilo zelo veliko komentarjev, pa se Litija ni Zasavje, se Litijani niso Zasavci, pa tako, Zdaj, po 2 letih vztrajanja in branja nekaterih žleh komentarjev, in branja takih komentarjev, skoraj da več ne. Se mi zdi, da so kar malo sprejeli, če ne drugega smo sprejeli to, da me jemljemo Litijo kot del Zasavja. Ampak mogoče, se spreminja malo ta miselnost, ker dejstvo je, da nas povezuje, ne vem, Sava, nas povezujejo tudi rudniki, čeprav so čisto drugačni, v Zasavju so čisto drugi rudniki kot v Litiji, ampak kljub temu je, mislim, rudarstvo tisto, ki nam je skupnega. Kakšne članke najraje pišeš? Katera je tista vsebina, ki bi rekla, tole bi pa, Jaz bom rekla tisto, tako kot sem že na začetku rekla, da rada počnem nekaj, kar ima smisel. Ampak kaj konkretnega mogoče tako, ali pa kako zgodbo povej, da bomo razumeli, kaj misliš. Se pravi, kakšne intervjuje definitivno, da slišim res od ljudi, od navadnih ljudi, ne bom rekla zdaj od kakšnih visokih, od vseh dobimo približno isto, če sem čisto iskrena, ampak od navadnih ljudi. Če že praviš intervjuji? Katera oseba te je tako ful presenetila? V bistvu ne bi prav rekla, kateri je moj najljubši, zaradi tega, ker od vsakega se mi zdi, vsak je bil nekaj posebenega, vsak je imel neko res posebno sporočilo. Ne vem, jaz mislim, da tisti, ki je prebral, je res videl, da to so ljudje, ki imajo res močna sporočila. Se pravi, drugo so pa res takšni članki, ki ljudem pomagajo. Ne vem, glih danes smo objavili enega,
o oblikah pomoči, ki jih lahko dobijo zasavci, duševne pomoči sicer. Jaz mislim, da so bile noter take vsebine, ki lahko tudi življenje rešijo, no? Čist Če bi konkretno. lahko izbrala kogarkoli, da bi imela danes intervju z njim, koga bi izbrala? Kogarkoli, ki bi imela intervju. Pa Jaz ni bi omejeno izbrala- mogoče na regijo. Jaz bi izbrala kako žensko. Kar katero žensko? Joj, niža. Dajmo biti konkretni, ne? Mi A vedno veš kaj, govorimo to vsem, bi mi pomogla, želimo ja. konkretno, zato pa že trenutne odgovore. Koga bi recimo? To bi mi pomogla malo naprej povedati, da se... A veš, kaj sva že enkrat imela, da sem malo slabo imeni? Tudi če zdaj recimo imam v spominu, koga se imena ne spomnim. A imaš kakega vzornika mogoče? Ne, mislim vzornika, to pa ne že od nekdaj, ne, že od nekdaj so mi šle ful na živce vprašanja. Tvoja najljubša barva, tvoj najljubši film, tvoja najljubša pesem. Ok, čakaj, da zdaj prečrtamo njih 10, a Dej, ne? dej, prečrti. Ker to je pa res, kar se vzornikov tiče, jaz mislim, da, tako kot sem rekla, od vsakega se lahko kaj naučiš, jaz mislim, da ima vsak človek kakšno sporočilce, posamezno sporočilce, ki je lahko v vzor, ne, tisto, to pa res, tega se pa lahko ljudje držijo. Pa ne bo to neka znana oseba, ali pa, ne vem, soseda, ali pa otrok, konc koncev. Vztrajno vlečem kakšne konkretne stvari od tebe, ja. pa pejmo k vsebini. Kaj bi bila pa vsebina? Ok, nisi rekla, koga bi intervjuvala, če bi danes izbirala. Kaj bi bila pa vsebina, če danes nimaš nič pripravljenih člankov, pa rečem, karkoli želiš naredi, kaj bi naredila? Česa bi se lotila? Mogoče kakšno zadevo raziskala, preverila, pa ne rabi biti to nek primer, ki bo imel svetovne razsežnosti, a ne? Česa bi se lotila? Ja, mogoče toliko se govori zdaj v tem porastu nekega nasilja, tudi nasilja med mladimi, sicer tle so, ne vem, majčkeno dve strani, a ne? A je to res v porastu ali je samo več prijav, ampak definitivno jaz mislim, da bi šla mogoče malo med mladimi raziskati, no in tudi med starejšimi, kakšna je razlika med odnosi med ljudmi v teh časih zdaj, pa kako je bilo včasih. Verjetno razlika je, svet se danes čisto drugače vrti, in jaz mislim, opažam, da razlika je, sam nisem pa tega še raziskala, tako da mogoče bi bilo to zanimivo Mogoče tudi dobra ideja, ne? Ja. Za Ne, članek. tako, tako pa, da- ja, tako, a je še vedno, a je še vedno razumevanje, še vedno sočustvovanja dovolj, tako da mogoče bi bilo to smiselno malo raziskati, od kje izvira tudi to nasilje, ta nestrpnost pa tako naprej. Pa če bi jo lahko preprečili, seveda. Katere stvari so tiste, ki te najbolj razveselijo? Pa govorimo zdaj o nekih majhnih, vsakodnevnih stvareh. Ja, majhnih, ja. Rečemo, ko mi otroci doma rečejo hvala za nekaj, kar je sicer tudi za njih samoumevno. Rečemo, da dobiš... A ni za njih ne vem, skoraj vse hvala, samoumevno? ja, no saj to, ne. Ja. Da dobiš, ne vem, recimo hvala za kosilo. Pa si kar presenečen včasih, je to tako redko, ampak je pa. Ali pa ne vem, da ti rečejo, joj, mamica, rada te imam, ne, ta je tudi kar taka, Ta zmaga, da te ne. razneš, ja. Pa ta je čeprav tudi včasih je malo ta je hinavsko, tudi- ker nekaj rabijo, ampak pa še ne, tako. Ja, Poboža dušo. ja, v bistvu vse take zadeve, same lepe zadeve bom zdaj recimo prebrala, kot da, ne vem, nek neznanec res prijazno, iskreno pozdravi. Recimo se mi že zgodilo, sem šla po ulici, pa je nekdo, ki ga ne poznam in verjetno tudi on mene ne pozna, pa sva se srečala zelo na blizu, pa mi je rekel dober dan in to mi je bilo, ne vem, res zelo lepo. Mislim, Ful včasih kaki neznanci, in pa tudi mi, ki smo tudi neznanci drugim, ne, lahko s kakimi malenkostmi, kot je, dober dan, kako pa ste. Recimo, Polepšajo dan. ja, zdaj sem se spomnila, jaz sem bila glih včeraj pri zobozdravniku in sem čakala v ambulanti. Bila sem pa že, ne vem, 10 dni nazaj tudi, ne, in je bil en gospod, ki je šel takrat dvakrat, nazadnje, ker sem bila dvakrat mimo in se poheca, joj, midva se pa kar naprej videvava, ne, in si jaz rečem, no, še enkrat pa boste lahko dal za pijačo, ne, tak starejši gospod sicer, ne. No, in zdaj sem spet prišla tja in pridem in pa prav, evo, zdaj pa tretjič, zdaj pa res mogla in se oba začneva ful smejati, ne. In koliko je v bistvu malo treba Pa že sta tako- šla?
Ne, nisva šla, seveda. On je predvidevam, da je bil zobozdravnik iz druge ambulante ali pa nekaj podobnega. Jaz sem čakala na svojo ambulanto. Zobozdravnik je taka stvar, ki res ni prijetna, ki tako te stiska. Pa recimo mi je ful polepšal tiste minute, ki sem tam čakala. Čistko, ne? In taki... To pa tisto, kar si me zdaj spomnila, mogoče tudi starejši ljudje. S starejšimi ljudmi se mi je tudi zelo v užitek pogovarjati, ker ti tudi znajo kakšno modro povedati. Dobro, lepe. Kaj pa je tisto, kar te prej si rekla, vrže me hitro s tira? Kaj je tisto, kar te vrže s tira? Ja. No, se vem, da je verjetno več stvari, a ne? Ja. Recimo doma. Pa tudi v službi. Ja. Se lahko poveš, ne? Ja, ne, prej, ko si mi dala na izbiro, ne, kdo me največkrat razjezi, otroci ali mož. Sebe nisem dala zraven, ne? Sebe nisi dala, ne, ja. Tako da ja. Kaj že bi vprašanje? Kaj te s tira vrže? Kaj me s tira vrže? Krivice. Krivice. Jaz že od nekdaj, sej ne bom rekla, da se ne znam zase postaviti, ampak ko se mi zgodi krivica, začnem jokati. Tako da upam, da ne vem, kdo kdaj delala kakšen intervju z njim ali pa kaj to izkoristil. Upam, da ne boš na intervjujih jokala. Krivice me res. Krivice. Ja, na intervjujih sem že včasih zelo težko solze zadržvala, ampak ne zaradi tega, ker me kdo s tira vrgel, ampak ker so me ene stvari tako galne, no. To so res velikokrat pretresljive izpovedi, pa resnične, a ne, tako da. Res je, in kakšne stvari te res tako ganejo, da v glavnem, pustimo zdaj to. Iz tira te vrže krivica? Iz tira me vrže krivica, to je po moje top, čist gor na vrh. Ne samo meni, tudi mogoče drugim. Sicer bom malo drugače odreagirala, če to drugi, se bom bolj znala postaviti za njih. To pa pač to, da me ne poslušajo, da me... mogoče tudi tako, ko sva prej rekla, ne, tako vsakdanje, da tako hitimo en mimo drugega, da se ne ustavimo, da si res ne vzamemo tisto časa, ne zase, ne za druge. In se mi zdi, da včasih tudi to, če se to doma dogaja. To me zelo, ne vem, me kar zživcera, ne, da res živimo v isti hiši, ampak kljub temu... Pa ni nekih pravih odnosov, ne? Tako hitimo, ne vem, en neki za šolo, za službo, ta drug, ne vem, neki šport, tretji, in potem se mi zdi včasih zvečer, ko že vsi na pol spimo, pa se nismo neki družili, ne. In me je tudi to malo živcera, no, tako. Ok, pa greva na bolj zabavne stvari. Pejva. Kakšna je bila Maruša kot srednješolka? A si kaj špricala? A si kak šus dobila? Ja, zdaj sem se spomnila na eno zgodbo. Prvič sem špricala, v srednji šoli. Bile smo pa z bivšimi sošolkami iz osnovne šole. Smo se v Ljubljani dobile in smo se odločili, da bomo špricale. Tako prvič, ne, da ste ta prave srednje šolke. Prvič smo se odločile, danes bomo pa špricale in smo šle v živalski vrt. Ok. Ja. Odločili smo se, da gremo v živalski vrt. In ko sem prišla domov, me je mami takole pogledala. A si danes špricala? Ne, mami, ne. Ja, pa si. Ja, nisem, ne lažem, veš, okej, ne, pač dobro, priznam sem, kako pa veš, da so te šole klicali, ne. Prav ne, da so v špegu pogledali. In sem se pogledala v špegu in sem bila od sonca tako pečena, da sem imela takole dobesedno veriščo, belo črto od verišče. V glavnem je pač vedela, da v šoli noter v stavbi me sonce ni upeklo, ne. Se pravi, to nam nikoli pozabila. Dragi dijaki, če ne uradno špricate, se namažite s kremo za sončenje. Tako. Maruša ima. Pa bodite v zaprtem prostoru. Ja. Ponavadi grejo v gostilno, veste, pa res presenetili z opiskom živalskega vrta in to se vam je maščevalo v bistvu, ne. Ja. No, evo, bile smo pridne. Tako da to, čakaj, kaj še bilo? Imamo tudi zgodbo o kaki enki, oziroma o prvi enki? Imamo tudi zgodbo o enki. A vi isto rečete šus ali kol, zabila ali kako imate v Litiji? Vse to, okay. Imamo v Litiji, zabila, šus. V glavnem, bilo je čisto prvi. Je bil v prvem letniku, zdaj se ga spomnim, pa se pa še spomnim popravca.
čisto prvi je bil v prvem letniku in sicer za zgodovino sem bila vprašana, mislim, da celo prva v prvih dneh in zdaj me bo malo sram. Upam, da me učitelji ne poslušajo za zgodovino, ampak me je vprašal, kaj je to rodovitni polmesec. Zdaj sicer vem, ne bom nikoli zavedno boš vedela, in zavedno evo. bom vedela, kaj je rodovitni polmesec in kako je pomemben za razvoj civilizacije. Ampak takrat pač nisem vedela, ne, in ker No pa zdaj Ker je povej, to da tako- vidimo, če res ne, in veš. sem rekla tako, in je bilo tako, ne, rodovitni polmesec, pa se to pa ja tako, a veš, rodovitni polmesec, ne, in sem malo logično razmislila in sem rekla, ja, to je tisti čas, tistih pol meseca v letu, ko je Zemlja najbolj rodovitna. Ampak si se znašla bi, sploh me ni- ne? Probala sem, Ja. ne, probala sem in sploh me ni več vprašati drugega, pa tretjega vprašanja. Me je kar v klop poslal z eno lepo No, če ne enkico. drugega, boš zavedno vedela. a ne. Zdaj bom vedela, zdaj svojega otroka ravno v teh dneh to učim. A res? Ja. V osnovni šoli imajo to? Ja. Aha, ok, to pa sem očitno zamudila pri učenju svojega otroka v osnovni No, šoli. pa se sam učil. Pa. Ja, mogoče je šlo mimo. Jaz moram biti zdaj malo bolj stroga v teh dneh. Pa malo kar Ocene zraven. biti, padajo. Pa malo tako ne. Poznamo to, Ja. poznamo. Tako. Popravc. Okay, zdaj si me že sploh Prvi presenetila, da popravc. si ga sploh imela, ne? Taka A bolj nisem bila pridna jaz Maruša kriva. si mi delovala. Nisem bila jaz kriva. A ja, itak. Ja. Ne, res nisem bila. Je bila pa fora v tem, da smo šli, se pravi, v prvem letniku nas je bilo na šoli še toliko, da smo imeli posebej razred vozačev. V drugem letniku je pa vmes še toliko jih padlo, pa ne vem, prepisali so se, pač kakršnikoli razlogi so bili, so pa en razred ukinali in so nas malo premešali in so nas vozače dali v druge razrede. In sem prišla v en razred, jaz pa še 2 ali 3 smo bili takrat k nemščini in je rekla učiteljica, aha, vi ste pa ta novi, ne, vi ste imeli pa prej drugo učiteljico, ne, mi vsi, ja, ne, no, pa meni boste imeli popravca. Uf, to je bilo pa kar... Ej, in smo ga imeli, In ste ga imeli? in smo ga imeli. A si predstavljaš res- danes, da se In isto res zgodi? nisem bila jaz kriva, veš, ker me je mami peljala na inštrukcije in se prav spomnim na izlake. Na izlake Heni me je peljala na inštrukcije in je Una rekla, ok, najprej malo preverim, koliko zna pa to, da vidimo, ne. In me je preverila in je rekla, mislim pa tole za trojko brez problema, ne. Tako da, nisem bila jaz kriva. Lej, se zgodi, a ne? Tudi to si ja. občutila, da življenje ni vedno pošteno in da tudi to moramo prebroditi. Bila in iti krivica. mimo. Ja, krivica je. In tudi se godijo krivice, ne? Sej Mhm, včasih se mhm. pogovarjava tudi takole, sploh o najinih otrocih, a ne? Se jim godi krivica, pa včasih jo je treba znati tudi preboleti. Tudi oni morajo pač na žalost se Mhm. naučiti te stvari. Se mi zdi, in- včasih je tudi bolj, da si mal pogoltnemo slino, sploh kar se tiče izobraževalnega sistema, pa rečemo, v redu je, ne bom pač pritožb pošiljala pa tako naprej, ampak bom otroku pomagala, da to skozi. Mhm. Tudi mora se Um, naučiti tega, da nekdo včasih bo enostavno naredi ne bo krivico. pošten. Tako. Ne. Kljub Ja. temu, da so to neki vzorniki, ampak vedno pride do takšnih. A ne. Ok, da ne bova zdaj Ja. zajadrali, bistvo je Maruša danes, a ne? Ne Mhm. šolski sistem, Ja. ne izobraževanje. Ne, ne. In zdaj, če greva malo vzvratno, ne, že tako sva začela na danes, pa šle na srednjo šolo, kaj pa osnovna šola, pa mehna punčka? A si bila tako bolj tisto sem bila tomboy, pa bolj pri- uno zunij, razbijala vse, gradila, Ne, ne, kopala, ne, ali si ne, bila ne, tako ne. bolj Ja, punčka, tisto sem bila barbike, pa dolge pridna. lase? Čist pridna punčka. A zdaj tudi tako si se ti videla? ali? Mislim, ja, ne, bila sem pridna. Sej, pa učitelji so me kar dostkrat pohvalili, tako da pa velikrat je bilo, vse vemo, da si ti sposobna, tako da potrudi se, pa bojo dobre ocene, pa tako da tisto sposobna, pa pridna, pa ja, po moje, da sem bila kar pridna otrok. Ne, drugače tudi, kar se tiče družbe, recimo, ne, v kakih takih manjših krajih, manjših vaseh, je tako, da tudi pride tako, da nimaš glih tiste svoje generacije tam okrog sebe. Ne? In moram reči, da sem se družila tudi dosti s fanti. Pa nisem bila zelo fantovska, ampak ne vem, razumevajoča. Mislim, so me sprejeli v družbo, so me imeli radi. Vem, da sem z enim sošolcem vedno redno hodila v šolo
In o čem sva se pogovarjala vsako jutro, ko sva šla peš v šolo? O Esmeraldi. Sam jo nisem jaz gledala, ampak jo nisem jaz gledala. Zdaj, če me bo on slišal, se ne bom imena povedala. Bož, da ne. On jo je spremljal in mi je vsak jutro povedal, kaj se dogaja pri Esmeraldi. Se pravi, si imela obnovo, sploh nisi rabila spremljati. Tako da te fantje so bili taki fajn fantje, no. Kaj pa kakva ljubezen? A je že bila kaj v osnovni šoli? Ja, bila, seveda. Kar povej, čakam. Takrat je bilo tako, ne, da so fantje z motorji prišli v sosedno vas. Tako da iz Zasavja. Zasavja. V bistvu si skozi nekako povezana na ta del Zasavja. Čez Hrib je bila, tista ljubezen. Tako da. Ja, a bomo kaj več zvedeli, to je to. Ne, okej. Kaj pa kakšna srednješolska, boš kaj nam izdala o ljubezni ali boš to zelo intimno zadržuješ zase? Ne, sej... Kaj pa vem, kar se tiče ljubezni, se ne vem, nam rekla, da sem bila zadržana, ampak enostavno mene fantje niti niso zelo dolgo zanimali. Tudi tista osnovnošolska ljubezen je bila tako taka mal neka zaljubljenost, pa še to sem bila jaz bolj pasivna, se mi zdi. Pa tudi v srednji šoli, no, se mogoče se je na šoli našel kdo, ki mi je bil, ne vem, všeč, simpatičen, ampak se pravi, jaz sem bila pasivna, no. Niti, ne vem, se mi ni ljubil, res mi ni bilo, no. Ok, a si bila ti ena tistih, ki je imela posterje Take That, Caught in the Act, ne vem kaj. Kelly Family, kaj so še takrat bili? To pa še na koncertu od Kelly Family sem bila. Evo, našla sem te. In še zdaj čakam, to je bil prvi koncert, ko smo šli družinsko. In se spomnim, da smo mogli vpisovati naslov, neki ime pa priimek pa naslov, tam so neki listi po tribunah so jih talali, v glavnem in so rekli, da bomo na dom po pošti dobili neko presenečenje. Pa je in bilo? Še zdaj ga čakam. Ne, ni ga bilo. Se pravi, kaj, 16-letna ali 14-letna Maruša še danes čaka? Na tisto presenečenje. Ne, res sem si zapomnila, to sem si mislila, okej, ne. Ampak ga nikoli ni bilo, To je podobno, ko mi zdaj pošiljamo, kjerkoli smo, tudi iz Hrvaške, pa tako razglednice, ne. In smo iz Zadra čakali 3 tedne na razglednico, recimo. Ne, tako da, ampak je prišla na koncu. Je prišla, tudi Švedske smo pošiljali, pa je bilo ful hitreje, recimo v enem tednu. Me je pa res presenetilo to, da smo dobre 3 tedne čakali iz Hrvaške in to Zadar, ki je veliko mesto, ne, to ni bilo na nekem otoku poslano ali pa nekaj. Tako da, zaenkrat še nismo bili razočarani. So si vzeli čas. Torej, govorili smo, Kelly Family, kaj pa ostalo, glasba, kaj poslušaš, a pa si poslušala? A so zdaj pri tem najljubša glasba? Ja, se zelo izogibam, da ne rečem najljubša, ampak kaj poslušaš, sem vprašala. Rock. Ja. Greš tudi še na kak koncert zdaj, ali bolj poslušaš tako radio? Ja. Grem, mislim, zdaj smo glih spomnili, da mogoče pa rabim. A mogoče si koncert, a si una, ko v prvi vrsti stoji pa ful pleše, ali si una od zadnji, ko s kozarcem v roki na 1, 2 mal miga? Ne, tudi me najdeš v prvi vrsti. Čisto odvisno od počutja, pa tudi malo od družbe, no, ampak me najdeš. Kaj bil pa zadnji koncert, ki si bila, se spomniš? Siddharta, okej. Kaj bo pa naslednji, pa še ne veš? Ne vem, Bigfoot ima... zdaj, če sva pri slovenskih, no, da bi pa, ne vem, kakšne tuje... Si šla tudi na kak velik koncert, ne vem, Dunaj, Zagreb, München? V tujino, ne. Pa si želiš, je to, kaj... Pa bi šla. Da vidim malo. No, zanimivo. Sam bi mogla biti res prvol. Prej sem pozabila omeniti, kaj me spravi iz tera. Ja. Gužva. Pa mogoče to ni najboljša odločitev. Tisto bi mogla biti res prvol, no. Okay. Gužva ali veliko ljudi? Veliko ljudi na mestu, mislim, sploh v trgovinah. Okay, pa si v koroni uživala? Ful. Zelo. Sej nisi edina, teh je bilo kar veliko. Mislim, sej ne, da imam kaj proti ljudem, ampak to, jaz radam živžna, tam se moram enega izgubiti, ne vem, tako. Se danes sem še jaz veliko stvari izvedla o tebi, ne, tako da je fino. No čak, sej naslednjič pa jaz o tebi. Ja, imaš možnost celo tako, da mi vrneš milo za drago, ne, jaz sem pač prva začela, ti lahko pa že vračaš. Se sem že pozabila, kaj sem sprašala. Najljubša barva, najljubša jed, ne, to si rekla, da ful imaš rada ta vprašanja. Imam rada take barve, ki so... oblačim se
temne in črne. Že dvakrat si se za Zoncast oblekla v črno in že prejšnji čečemo, ok, Maruša, ne v črno, in danes prideš. Ampak vsaj s črtami. Ja, je malo sjuga zraven. Naslednjič si bila pa tudi rdeča, takrat, ko je Zoncast padel v vodo, se prav spomnim, ker je bil še božični čas. Ja. In je tako fajn pasal in ravno tisti Zoncast potem je tehnično bil okvarjen in ga nismo objavili. Ampak se bo še priložnost. Se bo še priložnost. Recimo, želje sva govorile. Kakšne bi bile tvoje želje za prihodnost? Rekla sva, pri koncertih sva bile, zdaj pa mogoče greva lahko širše. Nič ne omejujem. Glede sebe zdaj govoriva ali nasplošno? Saj sem rekla, da te ne omejujem, lahko imaš zelo široko, zastaviš to vprašanje. Mogoče to, da bi, ne vem, ful se mi zdi, da je cajt, ne vem, hit mineva, pa se včasih rečejo, ne, da starejši, ko si hitreje, ti čas mineva. Ne. Zdaj ne vem, zato ali je res tako, da grejo dneve, grejo tako hiter mim. Mogoče pogrešam to res, da bi te odnose ljudi, da bi se spet, ne vem, lahko pristno družili, da bi si vzeli čas en za drugega. Take vsakdanje stvari, ki te, ne vem, razveselijo, tako kot si prej rekla, ne? Res tiste malenkosti, več teh malenkosti, ki te razveselijo. Se pravi, da si malo pomahamo iz avta, da prijazno pozdravimo, ko gremo v trgovino, ali pa ko v ambulanti čakamo, govorimo morda koga. Pa da se razumemo, pač neki sočustvovanja, sploh v kakšnih, ne vem, pogovorih, da so res pristni, no, ne samo tisti min grede en mim drugega, ne vem, živo, kako si mi gre čas tako na živce, kadar slišiš, da je pa vreme je tudi lepo, ne? Nekaj sem mogel vprašati, če že tle, pa možeš ti še kako si, pa že odhaja. Jo, čak malo, ne? A lahko zdaj povem? Ne, sej, tudi velikrat je odgovor, v redu. Ja, sej v bistvu so že kar avtomatika, kar postane. Si želim, da bi mogoče bilo res, da bi bili ljudje bolj odprti, da bi imeli malo več časa en za drugega. Maruša, pa zase se. Kako si? Bo. Zdaj čakam, a veš? Pa dobro, kakor si naredim. Kakor si naredim. Tudi odgovoriti je včasih težko, iskreno in na dolgo. Mogoče tudi odraz odgovorov v delom intervjuju, ampak toliko enih stvari zdajle vse posod okrog, toliko se zadev dogaja, konc je, konferenca se je ena zaključila, nova se začenja, tako tipične starševske skrbi. Tako da pač trenutno, tako sem prej rekla, mogoče rabim en koncert, mogoče rabim eno fajn žurko. Sem te hotela vprašati, pa mogoče si že skoraj dala odgovor. Hotela sem te vprašati, če bi zdajle pisala Božičku, pa ne tako na široko, imemo se radi, pa mir v svetu, ampak v tem zelo oskem, kaj bi napisala? Sam zase. Rečemo seveda zase. Ja. Kaj bi zdajle ene 2-tedenske počitnice. Jaz mislim, že karto za koncert. Ne, ti si sam en dan. Mislim, ti si sam en večer. Ene 2-tedenske počitnice. Kje? Ali pa kakšne, no? Rečemo potovanje po, rečemo, skandinavskih državah. Okay. Sicer road trip. Sicer zdaj sem še sama sebe presenetila, ker to ni ravno čist pri vrhu mojih želja za potovanje, ampak zdaj bi šla pa tja mogoče gledati Severni Sea. Zato so pa včasih fajn te impulzivni odgovori, da nimaš prej vprašanj, a ne, ker res momentalno odgovarjaš, ne? Če ne si že vzameš čas za razmislek, pa potem že druge stvari upadejo. Se pravi, ta trenutek mi pa še tja. Ok, torej, če bo manj novica, ne, bralci vejo, da Maruša je spakirala mi plačaš potovanje. Pa je šla na sever. Ja, to bo. Ja. Okay. Jaz mislim, da smo te kar dobro spoznali. Mi je tudi všeč, da sva se lotile tega Zoncasta na ta način, ker sem te tudi jaz malce bolj spoznala. Po 2 letih je res zanimivo, nikoli pri takih vprašanj ne daš, ne? Si ne vzameš pol ure, zdaj pa te vprašam, kako si, kako se imaš, kakšna si bila kot srednješolka, ne? Sej pridejo neke debate, ampak nikoli ne tako strnjeno, tako da mi je ful všeč. Pa mogoče za zaključek, oziroma ti predajam besedo, da v svojem stilu zaključiš ta Zoncast. Čisto v svojem stilu? Ja. Okej, ja, ne vem, jaz sicer, predno sva začela to snemati, sem se spraševala, zakaj pa bi bil ta Zoncast zanimiv.
Za druge, mislim, se je konec koncev veliko lažje mi je bilo snemati tiste, ki so imele o uredništvu, ko sem bila kot novinarka, kot to, kar je bilo treba govoriti o meni osebno. To je težje, seveda. Ampak ja, zdaj tisti, ki jih bo zanimalo, ki si bojo pogledali, ne vem, naj pogledajo, naj poslušajo, naj vzamejo tle ven kaj zase, mogoče kakšen, ne vem, nasvet o tem, kako bojo pa danes pa nekoga pozdravili, nekega neznanca pozdravili, pa doma rekli mogoče hvala za kosilo, ali pa ne vem, rada te imam, pa nekoga razveselili, pa upam, da bo tudi kdo njih. Super, dala si mi pa tudi iztočnico. Vse mlade, ki jih uvajamo oziroma sprašujejo o novinarstvu, bomo najprej naredili intervju z njimi in to mi z njimi, ne oni z nami. Ker ko si na drugi strani, kar si ti zdaj ugotovila, je čisto drugače. Ja. Ne. Ja. No, vse kar nekaj odgovorite, ko si pa sam na tem, pa je kar težko. Tako da, Ja, mislim, težko. mogoče moramo vloge včasih malo zamenjati. Ja, si pol pa včasih mislim, se jaz delam zgodbe za Zasavce. Ja, mogoče zdaj vidim, kako se počutijo tisti, ki jih jaz intervjujem. Lahko da se oni tudi sprašujejo, zakaj je bilo pa to zanimivo. Ampak definitivno jaz, ko njih intervjujem, vidim ogromno zanimivih stvari, ki jih lahko dajo. Jaz upam, da sem danes tudi jaz komu kaj dala. No. Tako, upam, da bomo videli. Vsekakor bomo nadaljevali v tej smeri in številka 3 se zaključuje in se vidimo pri številki 4. Ko bom sprašvala jaz tebe. Ko bo obrnjena situacija, tako ja. Okay.